Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bomo predstavili knjigo o prvi svetovni vojni z naslovom Življenje v zaledju Soškega bojišča. Gre za delo muzejskega svetnika, skrbnika zbirk prve svetovne vojne v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Marka Štepca, ki ga zdajle lepo pozdravljam. Dober dan. Dober dan, najlepša hvala za ponovno povabilo v oddajo Moja zgodba. To pomeni tudi seveda, da bomo povedali nekaj temeljnih stvari, ki so povezane z vašo doktorsko dizertacijo. Namreč ta knjiga je pravzaprav rezultat tega, kar ste kar nekaj časa študirali. Ja, knjiga z naslovom Življenje v zaledju Soškega bojišča je nastala na podlagi rahlo prirejene in seveda skrajšane doktorske dizertacije, ki je imela naslov Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva v slovenskih deželah 1914-1918, ki sem jo na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zagovarjal leta 2019. Knjiga sicer pripoveduje o spremembah, ki jih je vojna prinesla v vsakdanje življenje civilnega prebivalstva, torej se ne ukvarja toliko z bitkami, ampak pravzaprav bolj s tem, kako je vojna takrat odmevala na območju Slovenije, pa videli bomo in spoznali, da pravzaprav tudi širše, kaj ne? Ja, vsebina knjige se ukvarja v resnici z vplivi vojne na življenjske navade, na ustaljene življenjske obrazce, na vsakdanje življenje civilnega prebivalstva in obenem, bom rekel, ne samo na te dogodke, ki jih vojna prinese, ampak tudi sem skušal nekako, kako je vplivala na mišljenje, na predstave ljudi in tako naprej. Pri tem sem pustil povsem ob strani vse, kar se dotika ožje problematike bojišč, vojaških enot in vojaškega življenja. Seveda se to ves čas v ozadju tudi v sami knjigi prepleta, če želimo razumeti, ne? Ampak moj cilj tokrat je bil, v ospredju knjige je ves čas civilno prebivalstvo na Slovenskem in vse tisto, kar se jim dogaja po odhodu vojske. Tisti, ki ostanejo v zaledju, zdaj, če tako uvodoma zelo na kratko, se srečujejo z militarizacijo in skupom drobnih sprememb, ki jim v resnici grenijo življenje in vplivajo pravzaprav na vsakogar, ne. In na prvi pogled se morda zdi, da se tukaj pravzaprav ukvarjamo z manj pomembnimi, drobnimi problemi, ne, v primerjavi s temi običajnimi vojaškimi strategijami, poveljniki, geopolitiko in boji in tako naprej. Ampak, kar je potem tudi rezultat tega dela, ne, ravno v teh drobnih vsakdanjih rečeh, banalnih v bistvu, se na nek način pa zrcali celovita vojna izkušnja vsakega od nas, da rečem, ne, vsakega od teh, ki je živel to vojno v času vojne, torej z vsemi stiskami in vsakdanjim bojem za preživetje. Kot se v knjigi vidi, ne, v marsičem v zaledju ni bilo nič lažje kot med vojaki. Zdaj govorim o prehranski stiski, ki prehaja v lakoto, boleznih, pomanjkanju, kar se pogosto pozablja. Izguba svojcev, ne, ta množica padlih ima seveda v zaledju krat 3-4 svojce, ki to izgubo morajo prenašati in vsemi tistimi pravzaprav tudi čustvenimi stvarmi, ki jih velika zgodovinska zgodba običajno pušča ob strani, ne. In na kaj merim, ne, šele takšna razširitev raziskovalnega polja v te drobnarije, torej v manj, omogoča celovito razumevanje vojnega dogajanja v vsej večplastnostih, nasprotjih in pomenu, ne. Knjiga je razdeljena na vsebinsko 4 sklope, ki ste jih nekako postavili, pa se mi zdi prav, da tudi o tem spregovoriva. Ja, knjiga skupaj obsega nekje 300 strani in seveda, če izpustim ta uvodna izhodišča, raziskave, pa ta znanstven aparat in mensko kazalo in te stvari, ki jih pač seveda vključuje, so 4 osrednje teme. In sicer prva je mobilizacija prebivalstva v zaledju oddaljenih bojišč, to pomeni, poudarjam, oddaljenih bojišč,
govorim v obdobju leto 1914-1915, z vsemi vsebinskimi sklopi, ki so vezani na to obdobje, ko je vojna še relativno daleč v krajih, ki jih ljudje poznajo v učbenikih, na vzhodnih, danes rečemo, v resnici so govorili takrat severnih mejah Avstro-Ogrske, v Galiciji in seveda na balkanskem bojišču, na bojišču proti kraljevini Srbiji in seveda v zaledju, ko vojska odide, se v zaledju dogajajo spremembe. In zdaj ta prvo poglavje je preprosto najbolj zgovorno, kaj pravzaprav je v teh prvih. Najprej seveda splošna mobilizacija vojaštva, ki je prva kjer nekateri raziskovalci pravijo, prva svetovna vojna je bila vojna števil, kar pomeni, civiliste se spremeni vojake z mobilizacijo, ki doseže nekje v slovenskem prostoru do 180,000 vojakov. So ujeti milijoni in tako naprej. In seveda, sprva je splošna mobilizacija vojaštva. Kaj se zgodi? Zgodi se, da se potrebe po hrani, po vseh izdelkih, vojsko to je bilo treba preskrbeti, se seveda potrebe povečajo, na drugi strani pa v zaledju nastane pomanjkanje delovne sile. In tako je potem drugi del tega podpoglavja je delovna mobilizacija žensk. Seveda, da se je ves ta stroj vzdrževal, ki je bil precej drugačen, kot je bilo običajno pred vojno, se zgodi velika militarizacija prebivalstva. Ne? O tem bomo še malo spregovorili, kaj pravzaprav to sploh v praksi pomeni, in pa kupi drobnih sprememb, kot so omejevanje točenja alkohola, prodaje živil v gostinskih lokalih. Vse to je seveda povezano potem s pomanjkanjem. Pomanjkanje se skuša že v leta 14 reševati z maksimiranjem cen, to pomeni točno določenimi cenami, ker pride v zaledje v tem času, to se premalo zavedamo, pride v zaledje tako begunci, tudi v Kronovine, Kronovina, Kranjska, Štajerska, te tradicionalne dežele Avstro-Ogrske, se seveda je velik pritisk na problematiko čuvanja zdravja in higiene in imamo eno podpoglavje higiena in javno zdravje in pa seveda, kar je bilo presenečenje, vojna ni bila kratka, že v leta 15 se pravzaprav njena značilnost postane pozicijska vojna, v zaledju nastajajo preskrbovalni sistemi in seveda tudi v slovenskem zaledju se pojavi potreba skrbi za ranjence in pomoč beguncev sa severne bojišča. Zdaj še vedno govorim o območju kot del oddaljenega bojišča in pa seveda, kar pravzaprav je pa glavni problem, kako ga reševati, je pa prehranska kriza in pomanjkanje. In to je nekje ta prvo osrednjo poglavje. V nadaljevanju seveda je pa ključni prelom, ki se zgodi. To je seveda, ko postane zaledje Kranjske in Primorske ožje vojno bojišče, ostale dežele pa seveda razširjeno, oddaljeno bojišče, to pomeni Štajerska in tako naprej, zaledje bojišča. To pomeni, ko se zgodi napad italijanski na monarhijo, nastane Soško bojišče, zadnjih teh 90 kilometrov je znano pod imenom Soška fronta. In kaj se pa seveda tukaj zgodi? Tukaj je pa zdaj ta del knjige razdeljen v poglavja ranjenci, bolniki in bolezni. To so zdaj pravzaprav ta preskrbovalni sistem, sanitetni sistem, ki poteka od previjališč v strelskih jarkih že, potem gre prek sanitetnih postaj, praktično seže do Budimpešte in potem seveda se ta begunska problematika izrazito zaostri na vse te lokacije, kjer prej prihajajo begunci iz vzhodnega bojišča, se zdaj pravzaprav se napolnijo ta begunska taborišča z begunci iz Posočja in seveda tukaj se malce v knjigi potem ukvarjam tudi z odnosom do primorskih beguncev, polovica pri sorodnikih, polovica v teh velikih begunskih taboriščih z veliko pravzaprav širjenjem bolezni, prehransko stisko in tako naprej. Država skuša seveda to izredno zakonodajo, z vso možno pomočjo reševati, kljub temu pa vsi tisti, ki niso odvisni, vsaj v prvih trenutkih ne, čeprav si to želijo od svojega dela, od svoje preskrbe in tako naprej, so od nekoga odvisni, ker se prehranske stvari zaostrujejo, seveda pride tudi do težav, do konfliktov in tako naprej. In tukaj nekako sem skušal preplesti to normirano gradivo, kako to poteka in pa seveda številna pričevanja, neobjavljena in poobjavljene zapise, kako se to rešuje.
Vse to seveda vpliva na gospodarstvo, ki se izrazito militarizira. Jaz sem posebno naslov smo dali tega podpoglavja vojaške delavnice soške armade, namreč to armado je bilo treba servisirati, vse mogoče stvari popravljati praktično in celo vse, kar proizvaja surovine, rudniki, vsa industrija pravzaprav preide pod vojaško kontrolo in seveda postaja del tega vojaškega industrijskega sistema. In seveda letala nad mestom, prvi bombni napadi, o tem bomo v nadaljevanju morda še kaj rekli, tako Ljubljana, Koroška Bela, Baška Grapa in pa seveda srečanje z ujetniki, torej naslednjo podpoglavje ujetniška taborišča in srečanje z ujetniki in pa ves čas se skozi celotno knjigo, bom rekel, niza to stopnjevanje prehranske krize in lakota, razlika med mestom in vasjo. Lakota je večja v mestih in potem sem eno poglavje naslovil mesto in vas pod poglavje pohrano na podeželje in pa seveda posledično s tem pomankanjem vojni, naslednjo poglavje vojni nadomestki, pomankanje in zbiranje surovin. To je eno posebna zanimivost. V tretjem osrednjem poglavju sem ga naslovil vojni imaginari. Kaj pod to razumem? Vojna oblikuje vrsto nekih drugačnih predstav, kot so bile pred njo. To se širi, bom rekel, prek tiska, propagande, cenzure, bom rekel, ves ta sistem, ki ga vodi vojno-tiskovni urad, ki hujska proti sovražnikom, najprej to seveda najprej proti prvemu srbskemu sovražniku, ki postane, in potem s tem povezavi, potem hitro na to mesto pride seveda italijanski napadalec, tu se potem izkoristi vsa ta patriotika, na drugi strani pa celo se malce izkorišča za to propagando tudi narodna ideja. Če Avstro-Ogrska v začetku vojne skuša vsa nasprotja med narodmi, vse te napetosti majčkeno blokirati v smislu nekakšnega poenotenja in skupnega nastopa v vojni, se potem praktično tekom vojne vse te posebnosti narodne, da rečem, se jih potem v bistvu skuša vključevati v propagando. V slovenskem prostoru, recimo, je tak značilen primer, je serija razglednic Vojska v slikah, kjer se kar naenkrat pojavljajo motivi Franca Jožefa s Gregorčičem, z njegova pesem Reka Soča, motivi Maksima Gasparija in tako naprej, ki povezuje ta njegov malta narodni sentiment, bom rekel, z neko propagando, seveda zelo z rezervo v slovenskem primeru, ker zelo hitro v primeru slovenskih slikarjev preide v nekakšno melanholijo, bolj neko žalost ob slovesu in če že to govorim, seveda moramo tudi reči, tudi do cenzure pride, kar je za propagando malce nenavadno. In seveda o tem poglavju spregovorimo o vojnih stereotipih in predsodkih. To pomeni svarila pred vohuni, iskanje raznih nasprotnikov, ki se skrivajo in tako naprej. In pa potem seveda vohuni in sovražniki. To je eno posebno poglavje, ki na trenutke sem takole tudi v uradnih razglasih že dobil vtis, da že malce meji kar na obsesijo tega. Se pa to seveda vidi, vse to izhaja pravzaprav iz globoke stiske in strahu, ki vlada v zaledju. In potem pa počasi preidemo v zadnje osrednje poglavje, ki sem ga naslovil Naraščajoče nezadovoljstvo 1917-1918. To pa spod poglavji ponavljajoče se mobilizacije, to ni samo seveda tiste najbolj znani razglasi v začetku vojne, ki vpokličejo letnike, ampak pravzaprav tekom 4 let praktično vse tiste, ki jih že oprostijo vojske, ponovno kličejo na pregledovanja in praktično nihče praktično ne uide več v vojaškem ustroju. In to seveda zdaj v popolnoma drugačnem vzdušju, če prva tista navdušena pričakovanja, ki jih iz teh naših oddaj Moja zgodba večkrat poznamo, šopki na ulici in tako naprej, seveda na koncu leta 1718, kljub uspehom na bojiščih, se praktično zavlada nezadovoljstvo. In seveda to posledično po eni strani pomeni v vojaških enotah vojaške upore, tudi na slovenskih nadomestnih enot bataljonov in pa seveda tukaj se potem zgodijo tudi odmevi Majniške deklaracije in mirovnega gibanja, to je eno posebno podpoglavje in pa potem sem naslovil od zmagoslavja do poraza v tem delu. Zakaj ne?
če je eden ključnih prelomov v zaledju nastanek soškega bojišča, je ena ključnih spet točk tega, ko seveda pride do preboja pri Kobaridu in doživijo prebivalci pravzaprav neko sprostitev. Ne. Je pa nažalost ta sprostitev izredno kratkotrajna, ker so vse težave pravzaprav so že tako zaostrene na prehranskem področju, preskrbovalnem, da pravzaprav ta zmagoslavje zelo hitro pelje v poraz in zato je potem naslednjo podpoglavje zvestoba in kruh. Tukaj za vdajo moja zgodba, bom rekel, malce drzna teza, zvestoba pada zelo hitro s količino zmanjševanja kruha. Kruh se pa v bistvu, mu lahko pa sledimo praktično od prvega dne vojne, kako se štruce zmanjšujejo, kako se kvaliteta kruha slabša in kakšen pravzaprav, če ravno to omenjam, recimo vrste v Ljubljani pred vojno prodajalno so od 2 zjutraj, po 3, 4, 5, 6 ur se otroci in pa seveda predvsem ženske, mame, matere se menjavajo v teh vrstah, ne, prihaja tudi do pretepov, konfliktov in tako naprej, kar kaže neko, ne, in tako naprej. In potem seveda, ko smo že praktično do leta 18, se začne zaledje srečevati za množico vojnih povratnikov, ranjencev, invalidov, ljudi, ki pravzaprav jih v takem številu se ne samo naš prostor, ampak evropski prostor se ne srečuje. In to postane resen problem. In en del te knjige je potem tudi poskus malo nakazati to, kako se potem uči, kako se naučiti, kako pravzaprav ravnati, kako pravzaprav ljudem pomagati in tako naprej. In seveda zaključno to zadnje podpoglavje 4. sklopa je srečanje s smrtjo, boleznijo in vrnitev domov in pa potem seveda ta izbruh pravzaprav pričakovanj, da bo nastopil nekaj novega in pa na drugi strani pa seveda posledice vojne, ki se jih pa pravzaprav, si upam kar reči, morda še danes v celoti in celovitosti ne zavedamo. In to je potem tudi v tej zaključni misli, ko po končanih teh osrednjih delih sem se pravzaprav ne samo narediti povzetek tega, ne, kot je običajen v knjigah, ampak želel sem se vprašati pravzaprav, kakšen je bil ta vpliv in pa kako razumeti 20. stoletje brez razumevanja Prve svetovne vojne. Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo knjigo Življenje v zaledju soškega bojišča. Dr. Marko Štepec, muzejski svetnik in skrbnik zbirke Prve svetovne vojne Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, je z nami. V prejšnjem delu pogovora sva nekako na hitro prešla poglavja, ki jih obeležujete v knjigi, in rekli ste, da gre za doslej večinoma neobjavljeno gradivo, ki ga hrani muzej. Kako je mogoče pravzaprav, da so neke stvari še neobjavljene, oziroma glede na to, koliko časa je že minilo od Prve svetovne vojne, bi si predstavljali, ne, da so te zadeve nekako bolj prezentne? Ja, to je odlična iztočnica, pravzaprav, da spregovorim o virih za knjigo. Osnova knjige je 450 razglasov, večinoma dvojezičnih. Med njimi je en velik del razglasov mestnega magistrata in še nekaterih drugih mestnih občin, razglasi graškega poveljstva. Gre seveda pravzaprav za to, kaj je država pravzaprav pričakovala, kako bodo ljudje ravnali, kaj je ona normirala. To pomeni, gre za razglase, ki so od junija 1914 do, ne samo do konca vojne, ampak praktično jih imamo v zbirki do marca, aprila 1919, torej že se končajo v novi državi, kako je država pravzaprav skušala urejati vsa področja življenja. To pomeni, vsa ta poglavja, ki sem jih naštel, mi lahko kronološko sledimo, kaj je država pričakovala, kaj je predpisovala, kako je posegala. Tam lahko tudi primerjalno seveda pogledamo te razlike prej in potem. Ta zbirka je po drobcih v preteklosti seveda bila uporabljena z posameznimi plakati na teme, ko smo delali različna področja vojne, ampak seveda kot celota ni bila pa nikoli digitalizirana, nikoli ni bila prepisana, ne? In praktično
to delo, ki je pravzaprav trajalo nekaj let, je v resnici ta knjiga, zdaj pravzaprav rezultat tega dela, da smo ta fond pravzaprav končno spravili v tiskano obliko in tukaj se je odprla pa pravzaprav cela paleta problematike vojne, ki se jo sploh nismo zavedali. Pravzaprav neka celota, katera zakonodaja je veljala, katere so bile spremembe in seveda to je potem bilo pa soočeno z pričevanji, z objavljenimi, z velikanskim fondom objavljenih spominov, dnevniških zapisov, ki se večinoma seveda nanašajo na vojno, vojaško problematiko, ampak tokrat me je zanimalo predvsem kaj ti vojaki pa pišejo o srečanju s svojci, kako govorijo o slovesu. Torej točno tiste stvari, ki nam prej niso bile zanimive, ne, so s temi vojaškimi in tega se je pa nabral pravzaprav toliko, da to je še en ogromen fond ostal neuporabljen v resnici in pa seveda sem pa tudi tu dal prednost nekaterim neobjavljenimi stvarem. To pomeni v zbirki osebnih predmetov in dokumentov v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije hranimo pravzaprav tudi nekaj dnevnikov in spominskih zapisov in tudi tam so kakšni zelo zanimivi drobci. Takoj moram reči recimo, da mnogo redkejši kot dnevniki vojakov ali spomini vojakov so seveda ženski zapisi, ne. To so mnogo redkejši, tako da smo bili zelo veseli, ker smo iz osebnih zapuščin z družinskih smo dobili nekaj drobcev, da smo lahko tudi ta primer, recimo Roza Simonič, praktično že pred vojno začela tehtati svoje otroke in pol vidi, kako to nadaljuje med vojno, pol vidimo, kako jim teža pada in to potem izredno dopolnjuje te razglase, ki zmanjšujejo količino kruha in tako naprej. Sicer pa samo izhodišče, jaz sem tu skušal zbrati, bom rekel, literatura, ki na koncu navedena je nekje tudi pregled, kaj se je nekje in pri nas in kaj je relevantno pravzaprav za slovenski prostor tudi v zunaj slovenskem zgodovinopisju. Je pa recimo samo izhodišče. Mi danes vemo, da v prvi svetovni vojni v evropskem zgodovinopisju razmišljajo Erik Hobsbawm, zgodovinar britanski, razmišlja o prvi svetovni vojni kot o mejniku dolgega 19. stoletja, ne, ki doživi konec v bistvu s začetkom prve svetovne vojne, celo več, ne. On razmišlja o obeh svetovnih vojnah kot eni vojni s premirjem, s čemer se seveda veliko argumentov, da se ne strinjamo s tem, je pa seveda to ta razmislek o pomenu prve vojne, ne. Potem na drugi strani imamo recimo nekateri avtorji, ne, pomen vojne za razumevanje 20. stoletja, ta velika vojna, ne, ki jo ne mislijo samo propagandno, kot marsikdaj, bom rekel, italijansko uradno zgodovinopisje med obema vojnama, ampak je velika v smislu pomena, ki ima na kulturno-duhovno, na njeno prelomnost, na vključitev, ne samo na kvantiteto po številu držav vključenih v vojno in po vsej tej, kar naredi, ampak bom rekel tudi po tem vplivu, ki ga ima na družbo. In v tem smislu recimo François Furet, ne, on primerja pomen prve svetovne vojne za 20. stoletje, tako kot pomen francoske revolucije za 19. stoletje. Ne. Tudi v slovenščino recimo so prevedeni teksti Ernst Jüngerja, ki v 30. letih 20. stoletja vojno v tem istem smislu razume kot totalno mobilizacijo. Britanski pisci nekateri, ne, so ponovno po prvi vojni začeli razmišljati o pomembnosti naključja, ne. Če so prej nekako 19. stoletja kar naenkrat bile neka zakonitosti ali pa da ne rečem kolesa zgodovine in ki vodijo vse v neke smeri, je kar naključje naenkrat postal pomembno, zaradi tega, ker je v bistvu prva vojna destabilizirala mišljenje. In ena ključnih knjig, no moram reči, tudi mogoče zame ena pomembnejših knjig, ki je že leta 1975 šla, je Paul Fussell, ne, ki je imel pa njegovo raziskovalno vprašanje, je bilo, ali se oblikovanju modernega spomina, ki trdi, da se v bistvu ves naš spomin na vojne, ne samo na prvo, oblikuje prek modela prve svetovne vojne. In seveda, zdaj sem sam povzel morda teh par najbolj tipičnih, značilnih, ne, v knjigi je tega nekaj več, sem se seveda vprašal, če je to ta velika vojna, ali vse te teze držijo za naš prostor. A mi lahko v našem prostoru razmišljamo, da je bila taka prelomnost, še posebej, ker pa prva svetovna vojna je v resnici bila v nekem pozabljenem predalu, ne, kjer so iz prve vojne bil predvsem nastanek nove države, ne, poznejše Jugoslavije, in pa to dogajanje. Torej je bila samo uvod v neko novo državo v 20. stoletju. Ne. Kljub temu, da je recimo nenazadnje ena od
zelo pomembno za zaledje, se tega tudi rahlo dotaknemo, v povezavi z vsemi temi socialnimi nezadovoljstvom, nemiri in tako naprej. V kontekstu tega lahko beremo tudi bolševiško revolucijo v Rusiji in tako naprej, ki potem izrazito oblikuje 20. stoletje, to polarizacijo in tako naprej. Praktično se ne moramo slepiti, da tega še danes odmeva ne živimo, ampak tudi to ni bilo predmet raziskovanja. Ne? Prva svetovna vojna ni velika vojna in to je bil seveda zdaj izziv. A mi lahko ves ta razmislek, ki ga poznamo iz vrhunskega zgodovinopisja, lahko uporabimo pravzaprav na tem slovenskem primeru. In zdaj kar vprašanje, dr. Marko Štepec, ali lahko? Lahko, seveda, lahko. Pokazalo se je seveda, da prostor, ki ga tu obravnavamo, je seveda, se mu pravzaprav vse to dogaja. Z vsemi posebnostmi, kar daje še večjo veselje in čar tega pravzaprav raziskovanja, ampak v resnici da, tu prostor pravzaprav duhovni, kulturni, državni, ljudje doživijo zlom in vojna je velika tudi za Slovence. Morda je to lepa prilika, da morda še eno dopolnilo dam, ne? Ukvarjamo se s problemi, ki so pravzaprav evropski. Najprej seveda avstro-ogrski, kjer je Dunaj prestolnica, kjer je problematika ista z vsemi posebnosti. Na drugi strani je pa tukaj mora še dobro reči, da je naslov Življenje v zaledju Soškega bojišča, ne, zahteva pojasnilo. Namreč zakaj? V geografsko mi kljub vsemu temu, da gremo na širino, geografsko v knjigi zajemamo območje pravzaprav teh tradicionalnih dežel, to pomeni Kranjsko, Štajersko, Koroško, Primorsko, Zgoriško, Gradiško, Trstom in Istro. Seveda, na koncu je gradivo narekoval, da je majčkan večji poudarek na Kranjski in morda celo Primorski, ampak večji poudarek na Kranjski, tudi zaradi tega, ker pravzaprav te dve območji sodita pod ožje območje pri armadi na bojnem polju. In seveda, kronološko pojasnilo smo pa pravzaprav že predstavitve povedali, da praktično, če bi se dosledno držali naslova v zaledju Soškega, je to seveda samo 19, 15, 17, ne? Je to teh 28, 29 mesecev, v resnici, ne? Je pa to oddaljeno zaledje praktično od prvega dne vojne, oddaljeno zaledje dveh bojišč, ne? Kar pomeni, da to je bralcu nujno, je pa to seveda po tem knjigi dal neko posebno dinamiko. Zdaj ta količina gradiva na trenutke, bom rekel, bom malce samokritičen, to dinamiko morda celo skuša podreti za to ponavljajočo monotonostjo uravnavanja prehranskih problemov, uravnavanja problemov ujetništva in tako naprej, ne? Ampak so pa ravno potem tiste majhne razlike, ki to zaostrujejo, pol neke vrste, bi rekel, če rečem filmsko, služi kot nekakšen suspens pripovedi, ki je potem nekje tematsko, kronološko pripeljana do konca, ne? To bom rekel, od prvega navdušenja in razočaranja do končnega pravzaprav zloma monarhije in nekega novega upanja. Doktor Štepec, mislim, da je potrebno zdaj kar povedati, da imate pravzaprav ves čas v ospredju civilno prebivalstvo, to sva nekako že omenila, da so njihove zgodbe tiste, ki so pomembne. Torej, ja, število bitk na Soški fronti je gotovo pomembno, ampak kako je na to reagiralo civilno prebivalstvo oziroma kako ga je vse to prizadelo? Ja, knjigo začenjamo z odmevi tega prvega dogodka, ki pravzaprav spremeni civilistov v vojake, ne? Če se danes držimo civilistov, moram reči, to je akt mobilizacije, splošna mobilizacija in odhodi na bojišče, torej najprej delna mobilizacija, potem celovita vojni obvezniki od 21. do 42. leta, to nekje 60% moških ustreznih let zajame, pozneje mlajše, starejše. Kako odidejo, to smo že večkrat v teh prostorih, odidejo s tretjim korpusom, doživijo ognjeni krst v Galiciji. Da je na poti od vojašnic ob cestah, okrašenimi zastavami, s cvetjem, jih pozdravlja množicah, pozdravljajo jih svojci. Ne, in to so te prizori, moram reči, bolj značilni za mesta kot za podeželje, ne? Ampak to so po celotni Evropi povsem isti. Vse novice pridejo tako ob začetku vojne pod nadzor vojno-tiskovnega urada, oddelki za cenzuro skrbijo, da bi pravzaprav bili časopisne novice usklajene z vojnimi cilji, ne? Čeprav jim marsikaj uide, ker se sami niti ne morejo kontrolirati vse te količine. In seveda zamolčane so pa razne stiske, žalost zaradi ločitve in tako naprej. Slovo od svojcev je verjetno torej prvi šok, ki ga je doživelo zaledje. Ne, ker sem rekel,
kakšno je bilo to vzdušje, bi morda, če mi dovolite, ne, bi prebral tole. Podobno je bilo po številnih mestih monarhije in tudi drugod po Evropi, kjer ni bilo potrebno veliko, da je javno mnenje tako v Veliki Britaniji kot v Nemčiji zajela vojna in furia. V Berlinu je na topel sončen dan množica navdušeno pozdravila cesarja v uniformi in novinar je v vročem ozračju zaznal prepoten duh vročice in vojn po krvi. Govorimo se, da julija 14. Neue Freie Presse je zapisala, kako srečen, dostojanstven in čudovit v svojem preprostem junaštvu je bil Dunaj po objavi splošne mobilizacije. Vsakemu, ki smo ga srečali na ulici, bi želeli stisniti roko, ga imenovati brat ali sestra, mu pokazati nežnost in občudovanje. To so bili nepozabni vtisi, ki jih za nič na svetu ne bi hotel zamuditi. To je seveda časopis, uradno, ne, je v barvu pisec, ne, ampak recimo tudi legendarni Stefan Zweig, ki je eden od teh, bom rekel, najpomembnejših piscev, ki je ta vzdušje monarhije v svojih knjigah, v svojih številnih knjigah zajel, je zapisal v tem času. Če naj govorim po pravici, moram priznati, da je bilo v tem prvem nastopu množic nekaj velikanskega, privlačnega in celo zapeljivega, čemur se je človek stežka ustavljal. Pa tu je zanimivo, ta nas vstop množice, vemo 20. stoletje, množica. Elias Canetti, avtor knjige Množica in moč, se je prav tako srečal s to množico, ampak v drugačni vlogi. Bil je namreč otrok, z mamo prišel, pa in brati prišel iz Londona, znal samo britansko in on pravi: nenadoma sem okrog sebe zagledal od besa spačene obraze in roke, ki so tolkle po meni. Celo mojega brata, tudi najmanjši, Georg, sta dobila nekaj udarcev, ki so bili namenjeni meni, 9-letnemu fantiču. Preden je mati, ki jo je množica odrinila nekoliko proč od nas, to zagledala, so vsi povprek tolkli po nas. A dosti bolj kot udarci so naredili vtis name od sovraštva spačeni obrazi. Nekdo je moral nekaj reči materi, kajti zelo glasno je zaklicala. Saj so vendar otroci. Prerinila se je k nam, nas vse tri objela in jezno govorila ljudem, ki njej niso naredili ničesar, ker je govorila kot prava Dunajčanka. Nazadnje so spustili tudi nas. Sam sem v knjigi potem to napisal. Ob tem je zapisal o svojem prvem stiku z nasilno množico, da nisem prav razumel, kaj sem naredil narobe, toliko bolj neizbežno je ostalo v meni to prvo doživetje sovražne množice. Seveda avtor potem ene najpomembnejših knjig o psihologiji množice. Ne? No, treba je povedati, ne, da je kot otrok pel himno, ki so jo oni peli v nemščini, v angleščini. Seveda, on je kot otrok pel himno, ki je pravzaprav na isto glasbo, ki pravzaprav skoraj da identičnim besedilom in seveda je zraven v vzhičenju tudi njega množica potegnila, potem so ga pa pesti udarile na trda tla. Seveda, zdaj kako se konkretno srečajo, ne? To je pol ta pot, kako človek, kako se prvič sreča. Ne? In seveda, najprej se poveča pristojnost vojnih sodišč. Torej, ne le nagla sodišča v smislu, ko postane Soško fronto ta območje del ožjega, ampak praktično že takoj, že avgusta 1914 se pravzaprav so nagla sodišča pristojna za vse ljudi, ki bi uvirali, kot se je uradno rekel, hudodelstvo, zapeljevanja ali pripomaganja k kršenju prisežene vojaške službene dolžnosti. To je v glavnem veljalo za teritorialni okoliš Gradec, za kronovine Štajersko, Koroško, Krajinsko, Primorsko, Goriško in Gradiško, kar pomeni, zagrožena je bila smrtna kazen tudi za civiliste. Vsakdo se vsled tega, kar najresneje stvari, kako tako hudodelstvo zagrešiti, ker pride vsakdo, ki odslej naprej kako tako hudodelstvo zakrivi pred nagli sod, ter se bo kaznoval s smrtno kaznijo ustreljenja. No, tukaj morda moram opozoriti, v knjigi sem se zelo potrudil, ali pa kar precejšnja težava je bila, želel sem, da bi se čim lepše brala, da bi bila pripoved čim bolj tekoča, je pa, bom rekel, malce težava s tem, kot ste tudi zdaj lahko slišali, ta malce trden arhaičen jezik, ki ga je bilo potem treba nekako združevati in sem seveda
vse, kar je originalni vir, sem ohranjal v tej obliki, ampak je bilo kar nekaj truda, upam, da bralci ne boste imeli preveč težav. No, in seveda, kaj je bilo prvo se zgodilo, kar je seveda zelo znano. Politično življenje v monarhiji se seveda umakne vojni propagandi, Dunajski državni zbor je razpuščen, strankarsko življenje je skrbno nadzorovano, izumrlo in tako naprej. No, začne se to zgodovinopisje, je označevalo pravzaprav z vojnim absolutizmom, ki je zatiral vsako kritiko monarhije, vojske, države. Takrat so številni Slovenci bili internirani, zdaj po teh številkah nekje za Koroško in Štajersko, to je prek 600 ljudi prišlo v razne internacijska taborišča, znane osebe so 600 Slovencev. So pa, bom rekel, znane osebe, recimo so pa od Ivana Cankarja do Frana Masla Podlimberskega in tako naprej, ki praktično zaradi drobne omembe verbalnega delikta, bi rekli, pridejo na Ljubljanski grad, ne, in tako naprej. Zapor. Ja, no, težje se malce dogaja, morda preden to povem, ne, jaz sem želel se izogibati stvarem, ki imajo že obsežnejšo literaturo. In sem v knjigi na te stvari le opozoril z navajanjem, kje je to napisan in seveda samo tisto najnujnejše povzel. In en takšen, ki je pa danes že tudi malce pozabljen, je seveda septembrski proces, ki je bila vložena obtožnica proti 6 študentom in 26 srednješolcem, tako imenovanim dijakom, ki se zbirajo ob glasilu preporod in seveda proti njim decembra poteka, bolj pred Božičem poteka pravzaprav pred njim sojenje na tako imenovanem veleizdajalskem procesu, ne. Ker to je zanimivo, ne, sodišča tudi po tej moji raziskavi so vedno bila zelo vključena v družbo, ali pa če rečem bolj poenostavljeno, niso bila neodvisna, in ker je sodišče v Ljubljani sestavljeno iz polovice Nemcev, polovice Slovencev, med Slovenci recimo Fran Milčinski, ki ga tudi večkrat navajam z njegovimi dnevniki med leti 1914-1921, se seveda ne odloči za najstrožje kazni, vsi so že v to, kar so presedeli v preiskovalnem zaporu, se jim šteje kot kazen in pravzaprav ostaneta v zaporu samo dva, Ivan Endlicher in Janže Novak. Se pa potem seveda zgodi pritožba in gre zadeva pred Graško sodišče. Tam je sestavljeno ne samo iz Nemcev, ampak iz trdih Nemcev, tudi politično nasprotnim Slovencem, ki pa potem seveda sodijo drugače, ne? In potem Janže Novak dobi 5 let ječe, to je dobro poznan, je pa iz slovenskega zgodovinopisja starejšega manj poznan, da potem doživi amnestijo cesarja Karla in je spuščen, Ivan Endlicher pa na žalost seveda umre zaradi bolezni v zaporu, ne. To so te, bom rekel, sodne stvari. Sicer pa država Avstro-Ogrska se seveda zaledje se takoj sreča s prehransko krizo, s pomanjkanjem in tukaj je treba seveda pol celotno gospodarstvo spremeniti in podrediti in tukaj zelo hitro po nemškemu zgledu nastanejo številne centrale za pridobivanje in razdeljevanje dobrin. To pomeni prek 90-ih, nekaj do konca vojne, pa lahko naštejemo, je pa to recimo aprovizacijska centrala, centrala za prehrano, krmo in bubaš, centrala za volno in kovino, vojno-žitno-prometni zavod, ne. In potem seveda praktično nekje to se stopnjuje do julija 1917, ko je uvedeno popolno vojno gospodarstvo in ko deluje res 90 različnih central in pa z njimi je povezana tako imenovana ta široko razvejana avstro-ogrska birokracija, ne. Zdaj, kaj se, bom rekel, konkretni ljudje v teh prvih dneh srečanja je najbolj zanimivo omejevanje točenja alkohola in časa odprtja lokalov, ne. Zdaj, razloga za to sta dva, eno je preprost pomanjkanje, ki se začne, tudi alkohol je ena od teh surovin, ki jo nadzorujejo, govorimo o špiritu, ne, tem čistem, ki se uporablja, ne, skupaj s petrolejem in tako naprej. Na drugi strani je seveda zmanjševanje teh, bom rekel, recimo mleka se ne sme več počasi, ker tako sladkor je takoj pod kontrolo, se ga ne sme več dajati v kavarnah in tako naprej. Na drugi strani je pa problem, ker vojaki na mobilizacijo odhajajo vinjeni, ne. In to se potem lepo združi z, bom rekel, temi predvojnimi trudom, da bi se preprečil, imamo ta protialkoholna društva in tako naprej. In to se potem med Prvo svetovno vojno poveže v nek tak sklop problematike, kako preprečiti alkoholiziranost med vojaki, med civili. Ves čas se potem omejuje žgajnjarne, spreminja delovni čas, točenje alkohola in tako naprej. To, bom rekel, izredno zanimivo tudi za zgodovino kavarništva in gostilništva in tako naprej. No, zanimivo je recimo, da do konca razglasi nas tudi nekaj naučijo, kot vsak zgodovinski vir normira, ne. Glede na to, da se nekatere stvari ves čas ponavljajo do konca. To pomeni, prihajajte točno, kakšni bodite in tako naprej, to pomeni, da so to kršili. In potem se ves čas ura prihoda se postavlja naprej, ne. Ni recimo več 11, je 7 zjutraj in vedno strožje kazni, ne, kar pomeni do konca se ne uspe nekako zdisciplinirati.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Doktor Marko Štepec, seveda nobena vojna ni, čeprav v začetku mogoče izgleda kot nek naval čustev, ki so vzhičena, ampak z žrtvami in seveda z vsem tem, kar prinese razdejanje, razseljevanje, lakota in tako naprej, ne prinese nič dobrega. In tako si seveda lahko predstavljamo, in to najdemo tudi v vaši knjigi Življenje v zaledju Soškega bojišča, da pride do nekega splošnega nezadovoljstva. Vse, o čemer v teh drobcih, skromnih drobcih, ki sva jih nakazala, seveda to na koncu vse rezultira pravzaprav v nekem precejšnjem nezadovoljstvu. Ne. In morda kot ilustracijo, ker sem v knjigo vključil tudi nekaj teh leposlovnih odmevov, bi morda prebral en droben zapis od Gusti Stridsberg iz Slovenj Gradca, ki je v svojih spominih Mojih 5 življenj, ki so v Mariboru išli leta 1983 v slovenskem prevodu, je zapisala: Položaj na frontah se je slabšal v tako rednem ritmu, da se je človek nanj počasi navadil. Vendar obličje Dunajskega mesta ni bilo samo povsem spremenjeno, temveč ga sploh ni bilo mogoče več spoznati. Ljudstvo je bilo videti popolnoma sestradano in je sovražnimi pogledi zalezovalo črno borzo bogatinov. Suhljate ženske so stale v kačah pred pekarnami in kakšno je bilo videti znamenito dunajsko pecivo, rumen koruzni kruh, ki je postal po nekaj urah trd kot kamen, siv, lepljiv, rženi. Po cestah so krevsali mladi in stari invalidi, v stolih na kolesih so se vozili pohabljenci, vsako četrto žensko bitje je nosilo žalno obleko. To mislim, da je zelo taka zanimiva, kam je vojna prišla. V tem času, drug primer, je bila tudi Ana Majer Kanski, prva doktorantka Slovenka Dunajske univerze. Med vojno je na Dunaju študirala kemijo in fiziko. In v vojnem pomanjkanju je pogosto kuhala skromno večerjo zase in za prijatelje, kar v laboratoriju na Špiritnem gorilniku. Včasih pa so kolegi skupaj pripravili pojedino, ko je vsak od njih nekaj prinesel seboj. To se je dogajalo tudi v najetem stanovanju, kjer so imeli svoj klub palačinka. In tam je Ana pogosto pripravljala palačinke, ker pač drugega ni bilo. Študentje Dunajske univerze, seveda, če sem jih ravno omenil, niso občutili le prehranske stiske, ne, ampak podobno kot cel šolski sistem so bila okrnjena tudi predavanja, saj so se začetkom vojne, zaradi mobilizacije študentov in učiteljev, so se spraznile predavalnice v slovenskem prostoru, šole in tako naprej, potem se pa v bistvu vse te ustanove napolnijo z ranjenci in tako naprej. Mogoče ob sklepu, doktor Marko Štepec, knjiga je izšla pri Muzeju novejše in sodobne zgodovine v letu 2023, zdaj je že nekaj časa pravzaprav na trgu. Odmevi so, kot sem slišal, zelo dobri. Skratka, ljudi ta tematika kljub stoletni oddaljenosti zanima. Me veseli, da so odmevi dobri, da je bila dobra obiskana že prva predstavitev in da so odmevi res dobri. Kar nekaj ljudi mi je na elektronsko pošto poslali, da jim je zanimivo, da so stvari zbrane, za katere niso slišali in da je na enem mestu pravzaprav lep pregled življenja v zaledju. To se mi je zdela, bom rekel, taka zelo upam, da je res tako, ne upam, da je knjiga dovolj atraktivna za branje in da bo imela čim več bralcev. Kar je seveda pomembno tudi za našo nacionalno zgodovino, namreč Prva svetovna vojna zaradi znanih stvari je za Slovence nekoliko odmaknjena, tudi zaradi tega, ker smo bili po vstopu v državo SHS pravzaprav Slovenci na napačni strani in se zaradi tega ni nekako dajalo pravega poudarka številnim žrtvam in pa travmam, ki so jih Slovenci takrat doživeli. To je dober napovednik za naprej, namreč nadaljujem to raziskavo Prve svetovne vojne z spominom in z pokopališči in spomeniki, tako da na to temo, kako se je spominjalo vojne, se pravzaprav trenutno zelo intenzivno ukvarjam. Bi pa morda to predstavitev zaključil z besedami, da
če so preživelim vojakom zelo redki pravzaprav prisluhnili, ko so spregovorili o teh svojih izkušnjah in tako naprej, je pa vsakdanje življenje civilistov, žensk, otrok, beguncev, ujetnikov še dlje pravzaprav ostalo odrinjeno v ozadje te spominske hierarhije in raziskovalnih tem vredni proučevanja, ne, če rečem tako, ki naj bi bile vredne proučevanja. Ne. Na eni strani se je zdelo, da so vojno vsi želeli pozabiti, ne, na drugi strani pa seveda nova država na temelju vojne, ker so bili deli te države na različnih straneh, ni mogla uspešno graditi neke skupne državne ideologije in tako naprej. No, ampak s tem smo želeli, da je nek dolg pravzaprav poravnan do civilnega prebivalstva, ki je bilo pozabljeno, v resnici nikoli demobilizirano v smislu, kot je bila demobilizirana vojska, ampak praktično vemo, da krušne karte so se tam ukinjale šele pol marca, aprila 1919, kar pomeni, da so vsi problemi, ki so jih v vojni živeli, so se kar nadaljevali in je pravzaprav kar avtomatično prišlo. In kar je še posebej pa pomembno, mi še danes nimamo, če vemo za vojake, da je nekje ocena prek 10 milijonov vojakov na bojiščih padel, ne, da še danes pa ne vemo, kakšne so bile žrtve med civilnim prebivalstvom, predvsem žrtve seveda zaradi bolezni. Ne. So bile tudi žrtve neposrednega nasilja, povsod tam, kjer ni bilo jasne ločnice med bojiščem in zaledjem in tako naprej. No, ampak tu v prostoru, o katerem govorim, gre predvsem zaradi žrtve pomankanja in tako naprej, pač ta demografska izguba in civilne žrtve še vedno niso preštete. No. To je pa dolg, ki nas še čaka. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. O življenju v zaledju Soškega bojišča smo govorili z muzejskim svetnikom, skrbnikom zbirk Prve svetovne vojne v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, dr. Markom Štepcem, ki se mu seveda za njegove besede iskreno zahvaljujem in pa hkrati vabim k branju. Hvala lepa in lahko noč. Najlepša hvala za povabilo še enkrat in lahko noč. Moja zgodba.